Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, pogled na uro pravi, da je že skrajni čas, da odpremo vrata naše Sorine radijske klepetalnice Na stežaj, v kateri danes gostimo Mileno Miklavčič, pisateljico, novinarko in ljubiteljsko raziskovalko preteklosti, ki zgodbe o življenju nekoč in danes skrbno zbira že več desetletij in bralcem predstavlja v knjižni zbirki z naslovom Rit in kače niso za igrače. Te so letos dobile že 5. nadaljevanje, tokrat s podnaslovom Lučkine in druge zgodbe o vedeževalki Lučki, zgodbah v novi knjigi, raziskovanju preteklosti, literarnem ustvarjanju za vse generacije, iskanju navdiha, ne nazadnje tudi radijskih spominih in še čem, pa bomo danes klepetali z Mileno. Milena, dober dan, dobrodošla spet v naši družbi. Kako si? Dobro jutro tudi tebi in vsem tistim, ki naju poslušajo, in seveda vsem starim znancem, če je med njimi še kaj živih, ki so spremljali program Radia Sora v času izpred 15 let, ko sem tudi sama drgnila te stole v temle studiu. Ja, malo drugače je bilo takrat, ampak tisti ta pravi pristen duh pa ostaja. Midve bova danes veliko pozornosti posvetili tvojemu pisanju in tvojim različnim zgodbam, pa se morda spomnili nazaj. Kdaj so pa besede postale tvoja stalnica, tvoje zveste spremljevalke? Ne, spomnimo se te kot bančnice, ki obvlada številke, ampak besede so pa tiste, ne, za dušo in srce. No, vsak človek, če želi plodno, dolgo, pa morda tudi veselo in zadovoljno živeti, mora imeti v življenju dve poti. Po eni poti mora kreniti takrat, ko je treba služiti denar, da si zagotoviš osebno eksistenco, da ne živiš iz rok v usta. A zelo pomembna, če ne morda še pomembnejša, pa je tista druga pot, ki vodi preko srca, da na tej poti počneš stvari, ki so tebi najbolj všeč in ki te držijo po konci tudi takrat, ko je žakelj na pol prazen. Meni je to, hvala Bogu, uspelo prav zaradi tega mojega radijskega dela, ko mi je nekdanja urednica Jelka Mlakarjeva dovolila, da sem spravila eno oddajo imenovano Zanimivi ljudje živijo med nami, in potem, ko me je Poldka Bogotajeva, ki je urejala Gorenjski glas, povabila k sodelovanju, in takrat so nastale Usode in Brane Frlice Suše, ko me je povabil, da sem vodila ene take kmečke večere pri njemu. In potem na televiziji Koper, ko sem delala 7 let prispevke za oddajo Pomagajmo si, skupaj z Damjanom Bogotajem iz Idrije. En kup takih priložnosti je bilo, ki so vse tisto, kar sem slišala in videla, udejanila potem in si zapisala, da o tem, da sem že celo življenje pisala pravljice za otroke, in tisti, ki so poslušali Ponedeljkov Zakajčkov kotiček, vedo, da je bilo v 20 pa še malo letih predvajanih več kot 600 pravljic. Veliko je bilo tega in vsak na tej moji drugi poti je bogato prispeval k temu, da danes sedim tukaj in da sem vesela kot kakšna potovka, ki hodi iz ene vasi do druge in nosi seboj različno kramo. Jaz nosim v svoji vrečki ali potovalki svoje knjige. In se mi zdi, da je moje življenje s tem zelo zapolnjeno. Ja, zelo bogato, pa ne le tvoje, ampak tudi življenje vseh nas, ki knjige radi prebiramo. Kdo so zahtevnejši bralci? Otroci, za katere si oziroma še vedno ustvarjaš pravljice, nazadnje tudi kuharsko knjigo, ali odrasli, ki prebirajo zgodbe o preteklosti?
Ja, tukaj je pa naletim na eno tako, bom rekla, eno tako poleno, preko katerega se zmeraj zvrnem, če se želim kaj posebej opredeljevati, kajti otroci so tisti iskreni, radi vidijo, da jim pravljice pripoveduješ, ne samo, ko obiskujem vrtce ali nižje razrede osnovnih šol, tudi doma berem, doma se pogovarjamo, tudi svoje vnuke navdušujem za to, da sami kaj napišejo ali pa sami se kaj spomnijo, scumprajo kakšno pravljico. Pri odraslih je pa tako. Danes živimo v svetu, kjer ima glavno besedo tako imenovana reklama. In če je nekaj reklamirano do te mere, da ti vzameš neko stvar v roke, pa bodi si je to parfum ali ne vem, ščetka zobna ščetka ali knjiga, saj sploh ni važno, to ljudje kupujejo. Če pa si samo založnik, kot sem jaz, se moram pa na zelo drugačne načine potrjevati, hoditi na literarne večere, recimo v 10 letih jih je bilo za menoj več kot 1200. Moram o svojih knjigah ves čas govoriti, pa še se najdejo ljudje, ki nimajo popolnoma nobenih izkušenj, ki se jim je čas, bom rekla, leta 2000 ustavil in ne vedo, kaj se je dogajalo predtem in poskušajo zanikati vse, kar bi lahko v knjigi prebrali oziroma kar so slišali. To pa je zelo težko in predvsem zelo naporno, ker ljudje ne jemljajo knjig v roke zato, da bi ob njih razmišljali, ker moje knjige, te Ogenj, in kače niso za igrače, to ni literarno delo, to je nekakšen, to je del tega gibanja citizen science, kot mu rečejo, to je ta poljudna znanost in iz njih bi pač morali črpati iz teh zgodb informacije, ne nazadnje o življenju nekoč, v svoji lastni družini in tudi zato, zakaj imajo sami toliko vzorcev, ob katere se spotikajo, pa ne vedo, zakaj so nastali. Tudi o tem, kako ob takšnih knjigah lahko razmišljajo, bomo rekli kakšno v nadaljevanju. Zdaj lepa nadaljujeva z Ditko, še enkrat od začetka. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Z Mileno Miklavčič klepetamo danes avtorico zbirke z naslovom Rit in kače niso za igrače in seveda njeni novi knjigi. Tokratna nosi podnaslov Lučkine in druge zgodbe, je že 5. v nizu, lahko rečemo kar zgodovinskega dokumentiranja spolnosti tukaj le na širšem škofjeloškem oziroma lahko rečemo kar na širšem slovenskem. Milena, kako so se začele pravzaprav zbirati tele zgodbe, ki odstirajo en pomemben del naše preteklosti? Pravzaprav so korenine teh zgodb, začetki segajo že v čase, ko sem se komaj poročila in sva z možem živela še pri njegovih starših. No, oni so precej pomagali Ivanki Kavčič pri teh kmečkih opravilih. To je bila mama znanega pisatelja Vladimirja Kavčiča in pri njej sem se z dojenčkom v vozičku s Tadejem veliko zadrževala, ker je bila izjemna poslušalka in ona mi je pripovedovala o stvarih, ob katerih so mi štrleli lasje in to je bil pravzaprav tisti začetek, ko sem je prebudila radovednost. Nekako sem to radovednost potem udejanila s to mojo oddajo Zanimivi ljudje živijo med nami, ko sem nekoč naletela na eno gospo Mici, ki je Mici Veharjevo, ki sem jo, ker je pač zaradi grmenja in treskanja takrat zmanjkalo svobeni taki mehni, drobni, beli svečki obsedeli v temi in sem jo vprašala, kako
so se v starih časih imeli radi med seboj, na kakšen način so moški pristopali k ženskam, da niso vsakič zanosile, ko je pač moški prišel v njihovo bližino. In ne bom pozabila, kako se je navihano nasmejala, stopila do stene, se naslonila na njo in rekla, no, poglej, to je bilo pa tako. Moški je dvignil krilo, spodaj nismo nosile spodnjega perila in potem je zadevo opravil hitro in na koncu je bila koza cela, tisti, ki je pa zraven stal, je bil pa zadovoljen. To so bile njene besede, ki so me spravile takrat v nemehno zadrego, pa vendar se je potem ta moja presneta radovednost je dobila krila in sem začela vse svoje sogovornike, ki jih ni bilo malo, spraševati prav o tem. No, in ko je ta prvi zapis o teh intimnostih tukaj na širšem Žirovskem, to se pravi vključena tudi Poljanska dolina, Cerkljansko, Idrija, pa potem del Polhograjskih dolomitov. Te zgodbe so bile objavljene v Naši ženi. V studiu Polnočni klub me je povabil tudi Silvo Teršek. No in takrat so pač o tej moji radovednosti izvedeli praktično vsi, cela Slovenija. In začela sem se potem voziti, takrat se spomnim, sem imela eno tako Škodo, ki je komaj skupaj stala, ker smo pač imeli šparali denar za fasado par hiš, pa ni bilo denarja, ampak vseeno, jaz sem hodila z enega konca Slovenije v drug konc, seboj sem vozila otroke in poslušala ljudi in žal mi je edin zato, ker so bili prvi posnetki na tistih trakovih radijskih, ki jih je bilo treba posneti, samo enega imam še doma, ko sem intervjuvala ene klošarje, ene take zelo zgubljene moške, pa eno žensko, in kar odleglo mi je, ko so se ti posnetki lahko znašli na kasetah in imam cele škatle teh kaset še zmeri. Skratka, ti začetki so bili zelo nerodni, ker pravzaprav niti nisem vedela, kaj ne vprašam, na kakšen način ne vprašam, ampak so ljudje bili željni mojega obiska tudi zaradi tega, ker jih pred menoj niso niti domači spraševali o stvareh, v katere sem jaz dotikala svoj nos. In to je bilo izjemnega pomena prav zaradi tega, da ti ljudje čutili dolžne na nek način, da mi pripovedujejo zgodbe, ki jih niso še nikomor, in tudi zaradi tega, ker so bili zelo iskreni pri tem, so nastajale, pravzaprav je nastajala ena taka intimna slika o teh časih 20. To se pravi najprej o časih prve polovice 20. stoletja, ko sem recimo govorila takrat 40 let nazaj žensko, ki je kontrabandla, ko je bila še ta Rapalska meja. Potem recimo ne bom pozabila Maxa Pekovga, ki je služil italijansko vojsko tam v prvi polovici 20. stoletja, pa to so bili ljudje, ki so gradili oziroma bili zraven, ko se je gradila Rupnikova linija. To so bili neizmerno dragoceni biseri teh zgodb, ki jih pravzaprav v nobeni zgodovinski knjigi ne boste našli. To je bila pa zgodba o teh navadah, recimo teh delavcev oziroma teh vojakov, ki so prihajali iz južnih takratnih republik, te Jugoslavije, nekdanje izpred druge svetovne vojne, kakšne recimo higienske navade so nosili s seboj.
O tem sva presedela ure in ure s Postotankovim atom iz Gorene vasi. Mislim, to so bile informacije, ki so meni neizmerno pomenile tudi zaradi tega, ker so mi vedno znova govorili, da sem bila prva, ki jo to zanima. In potem, recimo, še danes nihče ne ve, kaj so to rancale, kaj so to kerfi, kaj je pisal Škof Jeglič leta 1909 v tisti znameniti knjižici za mlade zakonce. To so informacije, ki bi morale biti na dlani pravzaprav tudi generacijam, ki odraščajo. In naj povem, lansko leto, ko sem obiskala kanadske Slovence, sem bila neizmerno zadovoljna, ker se jim je, prisotne so bile v glavnem starejše gospe. In tem starejšim gospem se je čas leta 1948, ko je njihova mama prišla v Kanado z očetom, se jim je v bistvu ustavil. In veliko tega, o čemer jaz pišem zlasti v prvi, pa v drugi in tretji knjigi, so one vedle. In sem bila presrečna, da je vsaj nekdo, ki je zaradi te svoje odmaknjenosti, verjetno te kulturne izoliranosti sredi tega angleškega govorečega življa ohranjal tudi ta naslov Ogerit in kače niso za igrače, kar je bil še v njihovem času en zelo, bom rekla, povedan slovenski pregovor, ko so mame svarile svoje hčere, da bodo previdne zaradi teh moških kač. S kakšnim žarom so mi pri 80-ih, 90-ih letih razlagale to o tem, kako jim je mama to previdnost polagala na srce. Ja, midve ne bova previdni, nekaj glasbe si bova privoščili, potem pa kar zagrizli v lučkine zgodbe, ki so zdaj, lahko rečemo, čisto frišno, že 5. nadaljevanje tega cikla z govornim naslovom. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Milena Miklavčič, pisateljica, avtorica cikla knjig z naslovom Rit in kače niso za igrače in tudi naša nekdanja sodelavka je naša današnja gostja. 5. del tega, lahko rečeva, zgodovinskega cikla je zdaj zunaj s podnaslovom Lučkine zgodbe, v kateri praviš, da molk ni zlato, ne? Kakšna je pa ta 5. knjiga? Celo v družbi vedeževalke je nastajala. Ja, s to 5. knjigo moram povedati še eno vzporedno zgodbo, ki je nastajala istočasno. Ko sem bila na eni predstavitvi knjige mojega prijatelja Ota Nemaniča, njemu sem uredila 2 knjigi anekdot, no in tam je bila ena profesorica, ki predava na fakulteti oziroma univerzi v New Yorku in ona je na to prireditev prišla samo zato, da mi je povedala, da takšnega cikla knjig s temi resničnimi zgodbami iz prve roke tudi v Ameriki ne obstaja. In to je bilo nekaj, kar je meni dalo krila in me razveselilo, ker vem, da podobne zbirke v Evropi ni. Vsaj, da bi jaz vedela, pa imam kar razpredene mreže, no in če tudi Američani nimajo, je moje zadovoljstvo še toliko večje in še ponos je še toliko. No, približno ob istem času pa me je poklicala ta gospa Lučka, ki je že precej starejša, precej čez 90-ih že šteje. No in njena prababica je nekaj časa živela v Žireh, bila je žena nekega orožnika in je želela izvedeti kaj več o njej. No, jaz sem prosila Roka, da mi pomaga, pa žal nisva dobila nobenih informacij.
v tistem, ko se mi je pa vseeno zahvaljevala za to, da sem se trudila z iskanjem informacij, pa je beseda dala besedo in je omenila, da je bila več kot 70 let vedeževalka. In da si je nekatere zgodbe zapisovala in ko je to rekla, sem jaz pozabila na vse, da imam 1000 obveznosti in sem rekla, kakšne pa so te zgodbe. Je rekla, bom jaz prinesla vse te zvezke, koledarje, kamor je zapisovala in boš videla, če je kaj uporabenega. Ker ona ni zapisovala samo teh vedeževalskih zgodb, ona je bila iz družine, ki je v tem povojnem času sodila med tako imenovane privilegirane. To pomeni, da je bil njen oče eden od teh medvojnih herojev in potem ona zase reče, da so bili rdeča buržoazija. In potem je tudi kar nekaj zgodb o tem, kako so dobili v uporabo hišo, iz katere so napodili prejšnje lastnike, kako je ona dobila prvi športni avto že tam pred letom 60, na kakšen način. Skratka, te njene zgodbe so bile izjemno zanimive in sem ugotovila, da jih pravzaprav podobnih v prejšnjih knjigah ni in smo se zelo hitro dogovorili, da sem jaz začela te zgodbe z vso vnemo prepisovati. Istočasno seveda pa nisem mogla vsake uporabiti, če tako malo grdo rečem, zaradi tega, ker je bilo, to povem kot zanimivost, veliko tudi takšnih zgodb, ki so pokazale, s kakšnimi željami prihajamo k vedeževalcu. Recimo ženske, kaj naj naredim, da se znebim svojega moža. Moški, na kakšen način lahko iz svojega življenja odstranim ženo, da ne bo posledic, da ne bo pome prišla policija in me dala. To pomeni, da je ona beležila tudi te morilske misli, ki jih nosimo ljudje skrite v sebi, takrat, kadar ugriznemo v kakšno novo, sveže, frišno jabolko in nas ta okus tega jabolka tako prevzame in zasvoji, da se želimo vseh ostalih jabolk, ki so mogoče malo že uvele doma, ki jih imamo, znebiti, ampak na tak način, da bo čim manj škode ne na splošno, ampak za nas. Potem je tukaj teh zgodb se jih je nabral tam za polovico knjige, za približno 200 strani. No, istočasno pa so prihajale tudi druge zgodbe, ne izpostavim mogoče samo dve, ki sta zelo pomembni. Ena zgodba je zgodba neke ženske, ki je leta 1960 rodila otroka v ljubljanski porodnišnici in je ta otrok zbolel za zlatenco, vendar zdravnica, pediatrinja je tega otroka brez, da bi ona lahko karkoli ugovarjala, vzela in je rekla, da bojo tega otroka že sami pozdravili. Moram povedati, da je bil otrok zdrav, ko so ga vzeli, vrnili pa so ji invalida in telesnega in umskega, tako da je bil ta otrok potem umrl je pri 12 letih, ampak ne tukaj v Sloveniji, ampak v Nemčiji, kamor sta se z možem preselila, ker sta tam lahko dobivala zdravila, ki so otroku lajšale bolečine. Ker otrok bi brez teh zdravil umiral zaradi bolečin, ker je imel tako neznosne bolečine. No, in ta primer, zgodbo tega svojega otroka, tega Mišija, je predstavila tudi na prvem pediatričnem kongresu v Ljubljani. Zanimivo pa je, da ko sem brskala po tej zgodovini in sem naletela tudi na ta kongres,
te predstavitve ni zabeležene. To pomeni, da je nekdo naredil vse, da se je ta zelo, zelo žalostna zgodba utišala, izbrisala, pa vendar zavečno bo ostala v tej knjigi. Kdo je bil od udeleženih, vem, ampak kot je moja navada, imen ne izpostavljam, ker imena niso pomembna. No, druga zgodba je pa prav tako zelo žalostna, to pa je zgodba o eni ženski iz tega našega, bom rekla, škofjeloškega področja, ko je šele pri 70 letih izvedela na tej zapuščinski razpravi, da je njena mama pravzaprav njena teta in njena teta njena mama. In vsa zgodba, zakaj je do tega prišla, ni lahka, kot ni lahko soočenje te ženske pri 70 letih pravzaprav, da se je soočila takrat z vsemi lažmi, ki so vladale v tej njeni širši družini, ker prav zaradi teh laži je tudi ona nekako imela potem določene težave v osebnem življenju, ni znala vzpostaviti nekih pristnih stikov s svojimi otroki, in vse te laži so nekako nezavedno, ne da bi se ona tega zavedala, vplivale na to, da kot je sama rekla, je zmeri imela občutek, kot da del nje manjka. In vse te zgodbe, ki so pravzaprav prepletene tudi zgodbami Lučke in njenih prednikov, naj povem, da je njena prababica po drugi strani te njene družinske veje bila, če tako rečem, čisto krvna ciganka. In Lučka je po njej podedovala tudi ta dar za vedeževanje in tudi kar neki zgodbi o teh ciganih, ki so takrat v prvi polovici 20. stoletja bili zelo drugačni, kot so danes, in so nekako bili tudi v teh naših krajih veliko bolj prisotni, ampak na ta, bom rekla, rokodelski način. Ženske so prirekovale, moški so popravljali kakšne stvari in tako naprej. Tako da je ta knjiga, bom rekla, ena tista pika na i, ko nekako dopolnjuje vse tisto, kar ljudje nosimo v sebi, pa nekako o teh stvarih molčimo, o teh stvarih ne govorimo, in to zaradi tega, ker kot mi je rekel en prijatelj, ki je duhovnik, je rekel: Milena, ko pridejo k meni, mi povedo toliko o svojih skrivnostih, kot je za nohti črnega, gredo k tebi, povedo mičken več, a ko pridejo k vedeževalki, povedo še veliko več. Ja, o tem, kaj si morda tudi ti vprašala vedeževalko, pa čez nekaj minut. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Ja, na stežaj ostaje odprta naša vrata v ustvarjalni svet Milene Miklavčič. Ja, nekaj sva povedali o ciklu 5 knjig Ogenj, rit in kače niso za igrače, ampak ni pa to vse, kar pravzaprav pišeš in ustvarjaš. Omenili sva že tvoje delo za otroke, tudi kuhaš rada in to ljubezen si dobro združila v kuharskih prismodarijah. Še kaj vzameš v roke tole kuharco z vnuki? Seveda, sej vnuki so še v tistih letih, ko radi pridejo in priskočijo na pomoč, ker vsi recepti, ki so tudi notri, smo jih ustvarjali skupaj, ker pa vztrajam na tem, da je treba s preteklostjo tudi mlade osveščati in pripovedovati zgodbe. In hkrati pripovedujem tudi zgodbe o nekoč, včasih na njim primeren način, in v teh kuharskih prismodarijah bodo lahko in babice in njihovi vnuki ne samo preizkušali recepte, ampak tudi brali zgodbe o, naprimer, firtahu.
ko danes skoraj nobena ženska, ki kaj da nase, firtaha ne nos, predpasnika, ampak ta predpasnik je imel nekoč fenomenalno vlogo, ob njega so se stare mame brisale roke, brisale so nosove svojim otrokom, brisale so si roke, ko so gnetle testo za kruh. Skratka, veliko takih zgodb, tudi o življenju otrok nekoč, se lahko prebere v tej knjigi in se mi zdi, da je ena taka povezovalna nit za vse tiste, ki želijo v kuhinji ne samo se zadirati petmi izpod nog, ampak ki želijo v kuhinji skupaj z otroki tudi ustvarjati. Ja, to gre tebi več kot odlično od rok, to so se lahko prepričali tudi obiskovalci minulega knjižnega sejma. Najbolj sladko stojnico si imela z vsemi svojimi knjigami, tudi kriminalko, Kje je otrok? Ta je še vedno precej strašljiva na naslovnici, ampak odlično berljiva. Imaš še kaj podobnega v Paci? Ja, še, ker tudi ta krimič, Kje je otrok, izhaja iz dveh zgodb, ki govorita o izgubljenih otrocih. Za to knjigo me je pravzaprav navdušila Damjana Žist, ki je bila nekoč gostja našega omizja Zadnja beseda in je govorila, da v Sloveniji na leto izgine več kot 500 ljudi. In sem potem napisala zgodbo o dveh izginulih polpretekle zgodovine tukaj pri nas, in se mi zdi, da je prav, da se ta knjiga, ki sem jo postavila na to področje Škofje Loka, Javorje, Poljane, kar nekaj prizorov se odvije v Poljanah v gostilni na Vidmu. No, v naslednjem krimiču, ki ga pa pišem, pa govorim o tem, kako so po tam v 50-ih, 60-ih letih novačili mlada dekleta. To je ena od zgodb v tej zadnji 5. knjigi, in so jih potem pripravljale za vlogo prostitutke, za ta, bom rekla, vodilno politično elito in mogoče še za koga drugega v nekdanji Jugoslaviji. In potem se 3 ženske, ki niso bile s tem zadovoljne, pozneje, ko so bile že poročene, odločijo, da tistega, ki jim je zagrenil življenje, da ga na primeren način kaznujejo. In to zgodbo sem postavila v žiri, v okolico Kamnite mize gor na Ravnah. Izmislila sem si en kraj imenovan Žagarije, tako da govorim pravzaprav o stvarih in o krajih, ki jih dobro poznam. Kdaj izide? Naslednje leto, Jana. Odlično, potem se kmalu spet vidiva pred našim mikrofonom, do takrat pa morda v teh predprazničnih dneh velja opomnik tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Knjiga je lahko lepo praznično darilo. Kaj recimo bi si takega knjižnega zaželela ti? Imaš morda sploh kaj časa za branje, glede na to, da si zdaj zelo leteča na različnih literarnih večerih po Sloveniji? No, na knjižnem sejmu zmeraj nakupim cel kup knjig in tudi tokrat je bilo tako, da sem jih takole, ene pol metra sem jih prinesla domov in čez praznike, ko bom dala tole naslednjo knjigo v lekturo, takrat si vzamem malo počitka in si bom privoščila branje. Je pa ena prvih knjig, ki sem jih začela brati že na sejmu, znanstvena fantastika, in ena knjiga, v kateri so predstavili tudi mene in mojo zbirko, ki je doživela največ ponatisov in tudi največ bralcev, in se mi prav fajn zdi, da vidim, v kakšni eminentni družbi se lahko nahajam, če nekdo sledi temu, kar
bom rekla, kar govorijo ne nazadnje tudi številke. Milena, jaz ti bom rekla, hvala lepa za danes, za to, da si z nami delila nekaj misli, kakšno uro, 2, 3, 4 bi še lahko klepetali in imeli kaj povedati, pa bova to prihranili takoj za naslednje leto, ko izide prva kriminalka. Ogenj, rit in kače niso za igrače, pa verjetno tudi še niso rekle zadnje besede. Ne, sploh ne. Tudi v naslednji knjigi bo, lahko povem že danes, bo življenjepis neke ženske, ki je bila poročena z že pokojnim, zelo znanim pisateljem in življenje z njim ni bilo lahko. Več pa o nadaljevanju, o novem letu. Milena, veliko radovednosti, veliko ustvarjalnega navdiha in kmalu nasvidenje. Hvala.